Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Prisrčno vas pozdravljam še v zadnji oddaji Zdravstveni nasvet iztekajoče se televizijske sezone, ki je vse leto nastajala v sodelovanju Televizije Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Upam in si želim, da ste tekom naših oddaj izvedeli veliko koristnih informacij z različnih področij zdravstva, pa tudi nocoj vas z izbiro tematike zagotovo ne bomo razočarali. Ker s koncem naše televizijske sezone sovpada tudi konec šolskega leta, se bomo v naslednjih trenutkih sprehodili po prostorih bolnišnične šole UKC Maribor, ki je sicer dislocirana enota osnovne šole Bojana Iliha, ter izvedeli, kaj vse se je v njej dogajalo čez leto. V studiu prijazno pozdravljam vodjo bolnišnične šole, magistro Alenko Prah, profesorico defektologije, profesorico matematike in fizike, gospod Dragico Brilej, ter profesorja geografije in sociologije, gospoda Igorja Plohla. Dober večer. Dober večer. Najprej bi vas prosila, da nam malce predstavite bolnišnično šolo. Kako je pravzaprav organizirana, od kdaj deluje in kako se je razvijala skozi čas? Ja, bolnišnična šola je že kar stara, nekje od leta 1957, takrat se je tudi ustanovila, tako da letos teče že 57. leto njenega delovanja. Od leta 1962 pa je pod okriljem osnovne šole Bojana Iliha. V bolnišnični šoli poučujejo tako učitelji prve, druge in tretje triade in pa specialna pedagoginja. Naša šola je namenjena predvsem osnovnošolcem, zavrnemo pa tudi ne nobenega izmed srednješolcev, ki si želi poučevanja oziroma pouka pri nas. Prej je bolnišnična šola imela seveda manj učiteljev, kot jih imamo danes na razpolago. Pouk je potekal morda manj zanimivo kot danes. Naš program, torej vzgojno-izobraževalno delo, smo kar razširili. Dodali smo še dneve dejavnosti in pa projekte, tako da nam v bolnišnični šoli skoraj nikoli ni dolg čas. Odlično. Ja, vemo, da se bolnišnični prostori precej razlikujejo od šolskih. Zato me zanima, kako in kje pravzaprav poteka pouk v bolnišnični šoli. V bolnišnični šoli poteka pouk na različnih lokacijah. V nekaterih primerih delamo z učenci tudi ob posteljah, recimo na otroški kirurgiji, pa tudi na drugih oddelkih, če so takšne potrebe. Rad bi povedal, da pri našem vzgojno-izobraževalnem delu tudi tesno sodelujemo z zdravniki in pa drugimi terapevti pediatrične klinike, tako da se vedno tudi prilagajamo njihovim zahtevam. Nekatere učence v začetku pouka zberemo in jih odpeljemo v učilnico, ki jo imamo v Pritličju. Imamo na voljo tudi učilnico v 4. nadstropju v naših prostorih. Dnevi dejavnosti, športni dnevi, ki jih tudi organiziramo, pa tehniški, naravoslovni in drugi dnevi, so pa ponavadi organizirani kar na 3. nadstropju pediatrične klinike v skupnem prostoru v jedilnici. Pa bi lahko izpostavili še kakšne posebnosti in prilagoditve, ki jih nudite vašim učencem? Kot sem že dejal, pri našem vzgojno-izobraževalnem delu res prisluhnemo tudi zahtevam zdravnikom in pa drugim terapevtom. Tako se prilagodimo učencem na različne načine. Velikokrat pouk poteka v majhnih skupinah, pogosto tudi individualno, tako da lahko učencu ali dijaku res prisluhnemo, ga spoznamo, če je dlje časa v bolnišnici, in mu res intenzivno pomagamo. Tudi prilagoditve na področju pridobivanja ocen poznamo, tako dovoljujemo v nekaterih primerih daljši čas pisanja pisnih preizkusov in podobno. Tu bi rad povedal tudi, da zelo intenzivno sodelujemo z oddelkom za otroško in mladostniško psihiatrijo. In tam pravzaprav dobimo od strokovnega tima tudi neka navodila za delo s temi učenci, ki so vezane na prilagoditve, recimo, da otroke nadzorujemo tudi v času odmora, da poročamo o naših opažanjih in podobno.
Ja, težko si predstavljamo šolo brez razredov, brez razrednikov. Kako je pravzaprav to področje urejeno v vaši bolnišnični šoli? Po kakšnem ključu razvrščate učence k posameznim predmetom in učiteljem? Ali se ne nazadnje tudi vi držite urnika ali ne? Ja, res si težko predstavljamo šolo brez razredov in pa razrednikov. Tudi pri nas imamo razrednike in sicer razredniki niso dodeljeni tako kot v matični šoli, ampak imamo razrednike dodeljene po posameznih bolnišničnih oddelkih. Ja, mogoče bi se jaz tukaj navezala. Že prej je kolega Igor omenil, da delujemo na različnih oddelkih, nekako klasično lahko rečemo temu pediatrija, tako mi poimenujemo. Na kirurgiji se gibljemo se tudi na enoti za otroško in mladostniško psihiatrijo, pokrivamo tudi plastično kirurgijo in pa ORL. In tako kot je omenila že naša učiteljica Dragica, dejansko smo se tudi dogovorili, kdo pokriva, kdo je razrednik na posameznih oddelkih in tisti učitelj potem za te otroke pri nas tudi skrbi. Kako pa sicer učenci obiskujejo pouk? So razvrščeni v manjše skupine, ki so nekako urejene po njihovi starosti ali kako drugače? No, delo razrednika je nekako sledeče, ko učitelj pride na oddelek, na sooddelek, kjer je razrednik, popiše nove učence, s tem dobi nabor učencev, ki so hospitalizirani že bili in tisti, ki so na novo hospitalizirani. Potem se pogovori z zdravstvenim osebjem, kdo od teh otrok je sposoben za šolsko delo, zdravstvenih razlogov seveda, in potem te učence odpeljemo v učilnice, tako kot je prej že Igor omenil, da imamo učilnice. Zdaj, delitev učencev, skupina otrok teh, ki jih poberemo po oddelkih skupaj je nekako 7, 10, tudi 12. Zdaj razdelimo si od trenutne situacije, mogoče tudi ti lahko tukaj dopolniš. Ja, res je. Dejansko se pri našem delu dnevno zelo intenzivno dogovarjamo učitelji med seboj, tako da se vsak dan pred samim poukom dobimo v naši zbornici, v našem osrednjem prostoru, si vzamemo 5-10 minut časa in se potem dogovorimo za delo tisti dan, kdo bo delal na katerem oddelku in pokrival katerega izmed učencev. Tako da res se to delo kar razlikuje od klasičnega dela v osnovni šoli, ker od nas zahteva ogromno timskega dela, ogromno sodelovanja na različnih nivojih, pa tudi samo delo z takšnimi učenci je drugačno kot na klasični osnovni šoli. Že prej ste omenili, da je pri vas zaposlenih veliko različnih učiteljev, ki pokrivajo tako učence prve, druge, tretje triade. To pomeni, da pokrivate vse predmete in prisluhnete tudi potrebam vaših učencev? Ja, morda bi še samo tukaj razdelali, kaj je to 13 učiteljev, ker se sliši kar ogromno število. Dejansko je zaposlenih 13 ljudi, od tega ena specialna pedagoginja, to sem jaz, in 12 učiteljev. Večina učiteljev tudi dopolnjuje svojo obvezo na matični osnovni šoli, torej na osnovni šoli Bojana Iliha, tako da je dejansko zaposlenih 4,5 učitelja pri nas in pa specialna pedagoginja. To je morda še tudi zelo pomemben podatek. Tako, sedaj me pa zanima še, kako je s šolsko dokumentacijo. Mimogrede k slednji uvrščamo tudi redovalnico in že gospod Igor je prej omenil ocenjevanje, torej so lahko otroci, ki so hospitalizirani oziroma dlje časa v bolnišnični oskrbi pod vašim okriljem, tudi ocenjeni ali kako? Takole, zdaj nekje osnovna šolska dokumenta sta itak dnevnik in pa redovalnica. Zdaj dnevnike imamo malce tudi drugače strukturirane, tudi beležimo svoje delo drugače kot na klasični šoli pri klasičnem pouku. Kar se pa tiče redovalnice, ja, imamo jo. Vse šole brez redovalnice nekako še danes ne more biti. Zdaj za tiste učence, otroke, mladostnike, ki so dlje časa hospitalizirani, poleg tega, da jim nudimo učno snov, da lahko sledijo tistemu tempu, ki jih čaka potem v matični šoli, jih tudi to znanje utrjujemo in seveda jasno ocenimo. To se lepo beleži vse v naši redovalnici. Eden od naših dokumentov je tako imenovano poročilo o učenčevem izobraževanju v bolnišnični šoli.
To poročilo izdamo, ko otrok zapusti bolnišnico in ga pošljemo na matično šolo. V tem poročilu nekako je poleg ostalega zabeležen tudi čas bivanja otroka v bolnišnični šoli, katero učno snov smo predelali po posameznih predmetih in pa tudi katere ocene otrok dobil pri posameznih predmetih. Tako da so s tem seznanjeni Tako tudi na tudi njegovi v matični matični šoli. šoli. In če se ob tem mestu nekako navežemo še na splošno sodelovanje bolnišnične šole s tako imenovanimi matičnimi šolami učencev, ki v času hospitalizacije nekako spadajo pod vaše okrilje, zakaj je to tako pomembno za dobrobit učencev, kako poteka, kaj vse je pravzaprav potrebno uskladiti, da lahko stvari stečejo in da tudi učni proces poteka nemoteno? Hvala za vprašanje, zelo dobro vprašanje. Nujno je sodelovanje z matičnimi šolami, saj vendar učenec pripadnik tiste šole in nekako moramo sodelovati z roko v roki, kar pomeni, da skupaj planiramo njegovo šolsko delo. Že prej ste me vprašali, pa morda nisem končala svojega vprašanja, pokrivamo te osnovne predmete, ki jih v osnovni šoli imamo, dotikamo se pa torej tudi, če lahko temu rečemo, vzgojnih predmetov, ne pa v tako velikem obsegu kot morda na šoli. Nujno je sodelovanje pri planiranju in tudi oni, na primer, najboljše vedo, kje je učenec ostal, kje torej moramo z učnim delom nadaljevati in katere ocene mu manjkajo. Naprimer, če se dotaknemo zdaj, v bistvu je konec šolskega leta, pri nas gledamo morda kar umirjenje, pa kar gneča, moram reči, borijo se za zadnje ocene in morda si lahko predstavljate, kaj pomeni, če bolnišnične šole ne bi bilo. Ti učenci, ki so tik pred zaključkom šolskega leta, bavni bi ostali morda tudi brez teh najbolj pomembnih zaključnih ocen, kar pomeni, da morda ne bi mogli nadaljevati v naslednjem šolskem letu. Tukaj bi rada omenila, da šolo tudi povabimo na timske sestanke, kjer smo, tako kot je že prej Igor rekel, na sestanku nismo samo mi, ampak seveda tudi medicinsko osebje, zdravniki predvsem, in skupaj potem povemo, kako je delo pri nas potekalo, kaj je bolezen nekako potegnila za seboj in damo tudi predloge, kako naj s tem učencem torej delajo, ko se vrne v matično šolo. Tukaj bi pa omenila, ne samo matična šola, zelo pomembno je tudi sodelovanje s starši. Tudi starši so nenazadnje naši partnerji v tem soustvarjalnem odnosu, zato nekako z roko v roki delamo tako z matičnimi šolami, starši in seveda z vsem osebjem, ki je na kliniki za pediatrijo. Tako, sedaj me pa zanima, ali učenci, ki so v bolnišnični oskrbi, z veseljem obiskujejo pouk v sklopu vaše bolnišnične šole, ali je kdaj potrebno še kakšno dodatno motivacijo uporabiti za to, da jih pritegnete k pouku, se morda šole kdo tudi ustraši, ali s tem nimate težav? Moram reči, da opažam, da tisti učenci, ki imajo dober šolski uspeh, ki radi prihajajo v klasično osnovno šolo, radi pridejo tudi v bolnišnično šolo in so velikokrat kar navdušeni oziroma veseli, da jim ne bo dolg čas v bolnišnici. Moram reči tudi, da ponujamo možnost učne pomoči tudi srednješolcem in izmed teh srednješolcev so učne pomoči najbolj veseli gimnazijci. Obstajajo pa seveda tudi učenci, ki jim šola najbolj ne diši in pri katerih je potrebno nekaj motivacije za to, da jih vključimo v naše vzgojno-izobraževalno delo v bolnišnični šoli. Pa moram reči, da nam to do sedaj kar dobro uspeva. Jaz recimo vsak dan, ko grem na svoj oddelek, kjer sem razrednik, najprej popišem učence in vsakemu učencu potem tudi posebej predstavim delo v bolnišnični šoli in ga tudi spodbudim k obisku bolnišnične šole. Tako učenec dobi vtis, da se ne rabi bati bolnišnične šole, da smo učitelji prijazni, da radi delamo to, kar delamo. Tako da večino oziroma kar skoraj da vse učence potem pridobim za šolsko delo. Pa sicer morda še vprašanje, kako pa je samo ozaveščenostjo? Ali učenci oziroma bolniki vedo, da bolnišnična šola obstaja, ali je kdaj na mestu tudi kakšno presenečenje, ko se prikažete v bolnišnični sobi? Včasih se tudi zgodi, da so tako učenci kot starši presenečeni, ker imamo na pediatrični kliniki bolnišnično šolo.
Pri tem velja omeniti, da se to prvo presenečenje kmalu razvije tudi velikokrat v navdušenje, sploh pri starših. Starši so pogosto zaskrbljeni, sploh pri učencih, ki so dolgo časa odsotni iz matičnih šol, kako bodo nadaljevali izobraževanje, kje bodo pridobili ocene in tako naprej. In ko jih pomirimo, da obstaja bolnišnična šola, kjer lahko pridobijo tudi ocene, da jih lahko res kvalitetno vključimo v naše vzgojno-izobraževalno delo, kljub temu, da so hospitalizirani, potem se marsikomu tako od učencev kot staršev tudi nariše obraz na nasmehu. Torej, nasmeh na obrazu. Samo dopolnila, v bistvu je to zelo pomembno za učence, ki so na bolnišničnem zdravljenju dalj časa. Imamo učence, ki so pri nas morda 3 dni do 1 tedna in pa tiste, ki res pri nas ležijo več mesecev, in za tiste je zelo pomembno, tudi če na začetku morda našega načina niso sprejeli oziroma se niso mogli sprijazniti, da obiskujejo bolnišnično šolo, se na koncu izkaže, da nas resnično potrebujejo in so nam na koncu zelo hvaležni. Pa bi lahko rekli, da vaše izkušnje kažejo tudi, da otroci, ki so v bolnišnici, v času bolnišnične šole pozabijo na svojo bolezen, tegobe in se malce razvedrijo. Kakšne so vaše izkušnje? Pozabiti na bolezen verjetno ni tako preprosto. Najbrž jih odvrnemo od tistih njihovih res hudih stisk in skrbi. Zagotovo jim polepšamo dan oziroma bivanje v bolnišnici, to si upam trditi. Če pa jih popolnoma ozdravimo z bolnišnično šolo, pa ne vem. Dobro. Vsekakor pa je potrebno omeniti, da bi bila šola brez športnih in projektnih dni, pa tudi brez interesnih dejavnosti in delavnic, za marsikaterega učenca precej pusta in dolgočasna. Ali se tega zavedate tudi učitelji bolnišnične šole? Kaj vse nudite vašim učencem? In še to me zanima, ali se kdaj z njimi podate tudi izven prostorskih okvirov bolnišnice? Ja, tudi v bolnišnični šoli popestrimo učenča pa bolnikov vsakdanjik od klasičnega pouka potem z raznimi dejavnostmi. Zdaj, ravno tako kot v vseh šolah imamo naravoslovne, kulturne, športne dneve, tehniške dneve, potem razne projektne dneve, razne oblike oziroma oblike raznih delavnic, ki so malce drugačni, kot pa je klasičen pa reden pouk. Zdaj, v smislu te dobro organizirane imamo tudi likovne delavnice, zelo dobro potekajo, potem sprostitvene delavnice, literarne delavnice in morda bi se še kaj našlo. To je vse tisto, kar spremlja in popestri bolnikov vsakdanjik, ki je malce drugačen od klasičnega pouka, čeprav tudi pri nas ni tako klasičen pouk, kot se morda na prvi pogled zdi. Zdaj, veliko vsega tega postorimo učitelji sami. Včasih pa v goste povabimo tudi razne soustvarjalce, sooblikovalce našega pouka, naših dnevov dejavnosti, recimo pisatelje, umetnike, glasbenike, ekstremne športnike, in pa morda kakšne potovalce in tako naprej. Samo letos smo gostili športnika invalida Darka Đurića, potem pisateljico Janjo Vidmar, 2, mislim, da 3 popotovalce svetovne, ki so potem prišli predstaviti, kar so doživeli na poti našim bolnikom. To se vse dogaja seveda v bolnišničnih prostorih. Včasih pa tudi, ne prav pogosto, ampak tudi popeljemo otroke izven bolnišničnih zidov v kakšen vadbeni center, v kakšen športni dan izvedemo nekje v vadbenem centru. In pa že 2 leti smo redni obiskovalci, redni gostje v hiši eksperimentov oziroma v centru eksperimentov v Mariboru, kjer pač pokažejo, predstavijo te njihove eksperimente tudi našim bolnikom. Kakšne so pa kaj povratne informacije vaših učencev, ko jim tako popestrite njihove šolske dni v bolnišnici? Različno. Eni imajo radi
te dejavnosti, enim je pač mogoče to odveč, je pa dejstvo, da se te dneve dejavnosti veselijo predvsem zaradi tega, ker pač potem klasična ura pouka odpade nekako. Ne? In je nekako popestrena. Tako, je pa popestreno, zagotovo Morda popestreno. se jo veselijo tudi takrat, ko zapustijo prostore. Torej, ko gremo nekam ven, takrat so zelo veseli, ker se počutijo vsaj takrat v bistvu tako kot ostali. Niso hospitalizirani, niso v bolnišnici in za tiste podvige so nam najbolj... Sploh mogoče učenci z otroške in mladostniške psihiatrije. Je to za njih nekaj dodanega? Tako, ena dodana vrednost. Ja. Letošnje šolsko leto se nekako počasi izteka. Morda čisto statistično vprašanje, približno koliko učencev ste obravnavali čez leto in pa na katere projekte, uspehe minulega oziroma tega šolskega leta ste nekako najbolj ponosni. Pa še to me zanima, če bi želeli kaj še dodatno izboljšati v prihodnjem šolskem letu. Glede števila otrok bi rekla takole. Z letošnjimi najbolj svežimi podatki vam žal še ne moremo postreči, zato ker se ta teden dejansko končuje nekako v grobem šolsko leto in še te statistike nismo naredili, ker je tudi ne moremo. Če pa pogledamo za lansko leto ali za predlansko leto, pa lahko rečemo, da se obrne v bolnišnični šoli tam nekje od 800 do 900 osnovnošolcev in nekje od 300 do 500, te številke seveda varirajo, srednješolcev. Tako da skupaj nas obišče v enem šolskem letu okoli 1200 do 1300 torej učencev oziroma dijakov. Na kaj smo ponosni? Dejansko smo ponosni na vse, kar delamo in kar nam uspe dobro. Res smo veseli, tako kot je prej že omenila Dragica, ko nas obiščajo različni gosti. Janja Vidmar je že naša stalnica, če se lahko tako izrazim, in nam res popestri naše šolske dni. Morda ta teden se nam obeta en gost, ne vem, če ga že lahko izdam. Gospod Tone Partlič je povabljen med nas, tako da upam, da se bo torej tega srečanja tudi udeležil. Zdaj, tisto, kar je za izboljšati, pa morda trenutno nimamo vpliva, so naši prostorski pogoji. Zdaj prej sta že kolega malo omenjala. Dejansko zveni kar veliko, smo pa vseeno natrpani oziroma imamo manj ugodne prostorske pogoje, kot bi lahko imeli. Tako da upamo, da se uredi tudi ta tehnična zadeva. Kot zanimivost, ali vas smem vprašati, kako se je pravzaprav začela vaša poklicna pot v bolnišnični šoli? Jaz verjetno ne bi delal v bolnišnični šoli, če se mi ne bi zgodila nesreča, zaradi katere sem paraplegik oziroma za gibanje uporabljam invalidski voziček. Moja poklicna pot se je začela najprej na osnovni šoli Bojana Iliha v Mariboru, potem sem bil zaposlen tudi na osnovni šoli Cankova na Goričkem. Takrat se mi je zgodila tudi nesreča in po tej nesreči sem bil nekaj časa kar zelo žalosten, mogoče celo depresiven, ker sem bil prepričan, da ne bom nikoli več poučeval oziroma delal v poklicu, ki ga zelo rad uporabljam. Na srečo je splet zelo srečnih okoliščin potem prinesel to zaposlitev v bolnišnični šoli, kjer delam zdaj že 4 leta približno in moram reči, da kot učitelj na invalidskem vozičku pri mojem pedagoškem delu nimam prav nobenih težav. Mogoče imam pri kakšnem učencu zaradi tega tudi kakšen plus oziroma prednost. Pa še to me zanima, ali imate na zalogi kakšno izkušnjo, ki bi jo lahko podelili z našimi gledalci in gledalkami iz zidov bolnišnične šole? Prepričana sem, da se vam tam prav vsak dan zgodi kaj lepega, kaj posebnega, kar vam nekako ostane v mislih. Zdaj, izkušenj je, glede na to, da delam to delo opravljam že 20 let, bi se izkušenj kar nabralo, bi bil kar velik nabor tega. Zdaj govorimo verjetno bolj o pozitivnih izkušnjah. Mi smo v okviru bolnišnične šole tudi poučevali na domu. In tam, to je spet posebna izkušnja, ker učitelj pride na dom, kjer pač se sreča z zelo bolnim
otrokom, ker ni niti ne biva v bolnici. In takrat je ena deklica mi zapisala na koncu, dokler te obiskuje učitelj, je upanje. Bila je zelo hudo bolna in to mi je ogromno, to mi je ostalo najbolj nekje v spominu, ker res, dokler te obiskuje učitelj, je upanje. Torej, toliko. Verjetno je šola tudi za bolne otroke zelo, zelo pomembna. Res je. Ob koncu pa morda še kakšna zaključna misel, ki bi lahko bila tudi dobra popotnica v prihajajoče poletne in počitniške dni. Ja, kaj naj zaželim kot specialni pedagog oziroma kot učitelji, predvsem, da se spočijajo od šole, da se spočijajo od nas. Počitnice, ime samo pove, da je potrebno počivati po napornem šolskem letu. Zato želim torej vsem učencem, če lahko rečem tako, tudi našim bolnikom, da čim prej ozdravijo in da se vrnejo v svoje matične šole oziroma v svoje šolske klopi. Tako, vam trem pa se iskreno zahvaljujem, ker ste si vzeli čas in ste prišli v naš studio ter z nami podelili mnogo koristnih informacij, izkušenj, dogodivščin, ki se vam dogajajo na vašem delovnem mestu. Prepričana sem namreč, da je marsikdo izmed naših gledalcev nocoj prvič pokukal v zakulisje bolnišnične šole in lahko smo le srečni, ker obstaja in jo imajo naši otroci, mali bolniki. Hvala lepa, vam pa želim še veliko uspehov in vse lepo. Najlepša hvala. Tako, nocojšnjo oddajo smo posvetili bolnišnični šoli in verjamem, da je njeno poslanstvo ter delo tamkajšnjih učiteljev navdušilo tudi vas, ki ste nas spremljali preko malih zaslonov. V studiu so se mi pridružili vodja bolnišnične šole, magistra Alenka Prah, profesorica defektologije, profesorica matematike in fizike gospa Dragica Brilej ter profesor geografije in sociologije gospod Igor Plohl. Sedaj pa dovolite, da se vam ob koncu prve televizijske sezone oddaje Zdravstveni nasvet zahvalim za vse ponedeljkove večere, ki ste jih preživeli v naši družbi in srčno upam, da se jeseni ponovno snidemo. Sproščene in zdrave poletne dni vam želim. Srečno!